Smo na Stritarjevi ulici v Ljubljani in se pomikamo proti središču mesta, natančneje proti Mestni hiši. V daljavi vidite Ljubljanski grad. In pa znameniti robovodnjak. Mimogrede vodnjak, ki je seveda imitacija, original je v Narodnem muzeju. Je pa vodnjak, ki ga je arhitekt Roba pripravil in zgradil po naročilu mestnih mož za potrebe mesta, in sicer, kot so imenovali ta vodnjak, vodnjak treh rek. Smo, kot rečeno, na Stritarjevi ulici, da vam pokažemo, kako živi slovenska prestolnica 8. januarja, torej po praznikih, ki so za nami, in tudi turistov je vedno manj, ali vsaj v tem trenutku jih je malo. No, torej bomo pokazali ta robovodnjak, ki je res nekaj posebnega. Tamle vidite na desni strani Mestno hišo. To je, kot rečeno, ta robovodnjak, ki predstavlja izliv treh rek. Mi pa se odpravimo še nekaj korakov po Mestnem trgu. No, kot boste videli zdajle, tukaj vozijo tako imenovani zeleni kavalerji, električna vozila, ki prevažajo turiste. Kot smo že omenili v enem od prispevkov, nas čudi, da je Ljubljana še vedno okrašena, čeprav je 8. januar in so vsi prazniki že davno za nami. No, to je bil kratek utrinek iz središča prestolnice, iz Mestnega trga. Končali bomo s pogledom na Mestno hišo. To je ta Mestna hiša. In robovodnjak, o katerem smo največ govorili v tem prispevku. Pa lep pozdrav!